Spoštovane novinarke, novinarji, predstavnice, predstavnikov medijev. Lepo vas pozdravljam na tiskovni konferenci mestnega odbora Stranke Zares z eno samo točko, in to je predstavitev kandidata za župana mesta Ljubljane, predstavitev kandidata Zares za župana mesta Ljubljane. Kar takoj k stvari, Zares bo imela samostojnega kandidata za župana mesta Ljubljane. Veliko od vas me je v zadnjih mesecih, poleti poklicalo in me spraševalo, ali bomo imeli kandidata, ali bomo podprli Jankovića, in jaz se opravičujem, oziroma žal mi je, ker sem moral dati razmeroma nedoločene odgovore, da stvari še niso določene, da imajo stranke leve sredine težave pri izboru kandidata za župana in da smo o tem odločili v pravem času in vas tudi obvestili. Pravi čas je nastopil in zato tudi čas za obvestilo. Kandidata za župana seveda imamo in ga imamo seveda predvsem zato, ker ni kakršenkoli kandidat, ampak je zelo dober kandidat. In smo prepričani, da bo znal in uspel uveljaviti na trgu političnih idej, projektov, programov, ljudi, svoje poglede in poglede Stranke Zares na to, kaj Ljubljana naj bi bila, kaj je treba narediti drugače od tega, kar je bilo narejeno doslej. In prav zato, ker smo stranka in ker želimo biti stranka s celotnim naborom vseh teh kandidatur, smo seveda se odločali in odločili za takšnega kandidata. Jaz vam moram zdaj seveda tudi priznati, da smo o tem, da moramo imeti kandidata ves čas vedeli, da ga moramo imeti in da ga bomo tudi imeli. In moram vam tudi povedati, da mogoče nisem bil čisto iskren, ko sem rekel, da imamo velike težave z izborom kandidata. Ne. Kandidat, ki ga vam bom danes predstavil, je kandidat, ki se ga imel v mislu takoj na začetku in s katerim so se dogovarjala in pogovorila do konca tega, torej avgusta, in smo seveda tudi potem organizirali te stvari, to konferenco in predstavitev. In to bo kandidat, ki ga bo kolegi mestnega odbora Zares, kolegi predsednika, predstavil in predlagal svetu Stranke Zares na sestanku 8. septembra. Sedaj je čas, da vam kandidata predstavim. Kandidat je dr. Milan Hosta. Prosim, Milan, če prideš k meni. Katero stran? Na to stran te bomo dali, zaradi tega, ker so mikrofoni to. Na to stran, na to stran. Kar beseda je tvoja. Pavle, najlepša hvala za vabilo. Spoštovani novinarji in novinarke, veseli me, da lahko na tak dan, na tak lep dan govorim o eni lepi ideji, ki se je porajala pri Stranki Zares že od vsega začetka in ki na nek način je zorela v meni, očitno, že celih 37 let. Jaz sem rojen leta 1973 v Ljubljani, živim z družino v Ljubljani na Viču, imam 2 hčerkici. Včeraj smo najstarejšo pospremili v 1. razred, mlajša je stara 2 leti in pol. Obiskoval sem gimnazijo Vič, potem sem nadaljeval študij na fakulteti za šport v Ljubljani, kratek čas delal na Poljanski gimnaziji in se vrnil nazaj na fakulteto in tudi na študij. Sem dokončal filozofsko fakulteto oziroma študij na filozofiji, doktoriral in s tem nekako zaključil svoje šolanje, ki je kar dolgo časa trajalo. Moje delovne izkušnje in poslovna pot je bila najbolj tesno vezana s šolstvom kar nekaj časa, najprej v srednjem šolstvu in potem na Univerzi v Ljubljani celih 8 let. Potem sem se 2 leti, slabi 2 leti, obrnil v gospodarstvo, kjer smo v bistvu naredili tudi uspešno mednarodno zgodbo, predvsem v Rusiji in v Nemčiji.
In nazadnje v bistvu so me ti poklicni izzivi pripeljali do tega, da danes vodim, sem direktor Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj, politiko in diplomacijo športa. Čeprav se zdi, da je šport tista rdeča nit, ki se vleče skozi moje življenje in kariero, pa mislim, da ni tako. Jaz sam sem nazorsko nagnjen k socialni in okoljevarstveni doktrini s kančkom liberalizma in v prostem času se včasih dotaknem tudi kakšnih tehnik duhovnega življenja. V nadaljevanju bi se rad obrnil k sami vsebini, ki mislim, da je nosilna stvar, ki zanima tudi Ljubljančane in Ljubljančanke. Ampak preden se k temu obrnem in geslo te naše vsebine je tramvaj, znanje in stanovanje, se najbrž sprašujete, zakaj sem tako priletel kot ven iz hoste. Ko se pogovarjam s kolegi, imam občutek, da vsi vse bolj gledamo samo še na svojo lastno korist. Pa ne zato, ker bi bili egoisti po naravi ali pa ker bi nas starši tako vzgojili, ampak zato, ker smo razočarani nad ljudmi, ki nas vodijo in ker ne zaupamo več nikomur, da iskreno deluje tudi v naše dobro. Seveda ne gre posploševati vse vprek. Sami sebi smo največji sovražnik, ker odreagiramo točno tako, kot ne bi smeli. Torej, da potem še mi začnemo gledati samo nas in na svojo lastno korist. Edina stvar, ki nam potem še ostane, in to je tudi moj temeljni motiv za kandidaturo, je, ko se človek o takih stvarih sprašuje, da ne prenehamo kritizirati tiste, ki nas vodijo, ampak da gremo še korak dlje in poskusimo sami, če mislimo, da bomo znali bolje in drugače. V to verjamem in to moram poskusiti, preden se lahko vrnem nazaj v hosto. Ljubljana je kot lepa ženska. Neusahljivo ljubezen nosi že v svojem imenu in zato je tudi najboljša mati. Ljubljana je topla in varna in zato je ne gre izkoriščati, zlorabljati in zapostavljati. Ljubljana potrebuje ljudi z jasno vizijo, ki postavljajo medčloveške odnose in posluh za naravo na prvo mesto. In samo to je lahko pot naprej, ki jo je vredno hoditi in deliti skupaj z drugimi. Če ponovim geslo tramvaj, znanje, stanovanje in se nakratko opredelim do teh vsebin. Tramvaj so vedno, očitno so še vedno to zgolj sanje, ampak javni mestni promet je naša rak rana, ki nas bo uničila, če takoj nas začnemo ukrepati. Ljubljanski zrak je preveč obremenjen s trdimi delci in škodljivimi plini, kar na dolgi rok uničuje zdravje vseh nas. S tramvajem na najbolj obremenjenih cestah bomo izrinili pločevino, ki se je razbohotila. Hitreje bomo dosegli cilj in cenejši bo naš transport. Z uvedbo tramvaja bo nastalo več prostora za kolesarje in pešce. Če dam slikovito primerjavo, v ekvivalentu energije za vožnjo z avtomobilom po mestu, recimo, da porabimo na kilometer 60 krompirjev. Za vožnjo s kolesom po mestu porabimo 1 krompir za isto distanco in če hodimo peš, 3 krompirje. Na tak način bomo mogli ljudi povabiti, da se nam pridružijo, da nam ostane več krompirja in s tem tudi več sreče. Do leta 2013 morajo biti dokončane vse priprave in zasnove ter jasno financiranje za prenovo javnega prometa v smislu uvedbe tramvajskega sistema. Drugo geslo je znanje, druga točka. Ljubljana je ponosna na svojo univerzo, ki se uvršča med 150 najboljših na svetu. Ljubljana je v bistvu na ta način svet slovenske pameti in poskrbeti moramo, da pamet ne bo bežala iz Ljubljane, ampak da seme pade na rodovitna ljubljanska tla. In znanje ni samo v glavi. Ne smemo pozabiti tudi na tiste ljudi, ki znajo pridno delati, ki imajo pridne roke. In to delo jim mesto mora ponuditi. Zato bomo povabili vse podjetne in inovativne ljudi, da nam predstavijo svoje ideje in jim pomagali na poti k uresničitvi tako, da bo birokratskih ovir čim manj.
tako da bomo na drugi strani povabili tudi domači in tuj kapital in idejo pomagali zaščititi na način, da bo rasla v Ljubljani. In mislim, da je potrebno do leta 2014 zagotoviti vsaj 50 stanovanj, neprofitnih stanovanj za mlade raziskovalce in kulturnike, ki vnašajo živahnost v Ljubljano in nove ideje. Kar se tiče tretje točke našega gesla, stanovanje. Stanovanj v Ljubljani še vedno primanjkuje in cena je še vedno previsoka. To problematiko bomo reševali v smeri gradnje poceni najemniških stanovanj, ki si jih mlade družine lahko privoščijo, zato da ostanejo v Ljubljani. Če se sprehodite čez park, vidimo, kam gre razvoj in mislim, da je treba temu slediti. V zadnjem mandatu je bilo zgrajenih 694 neprofitnih stanovanj in menimo, da je to število treba najmanj podvojiti. Še nekaj je poleg teh bistvenih točk, kar želimo poudariti, in to je energetsko pametno mesto. Ne smemo biti zaverovani samo vase in v svojo moč in v svoj prav. Danes je svet krhak. To smo videli, kako se lahko v bistvu Ljubljana počuti ogroženo, če zaprejo pipe plinovodov v Ukrajini ali pa v Rusiji. Zato moramo težiti k energetski samozadostnosti. In ne samo znotraj Ljubljane, pa se povezovati z okoljskimi občinami in tudi drugimi regijami. Potem seveda v krizi, v kateri se nahajamo, gospodarski in tudi socialni, ki morda še nismo videli vsega, je treba spodbujati socialno podjetništvo, oblike samozaposlovanja, samopomoči in tudi javna dela. Morda je treba razmisliti, da ne udarjamo ljudi zgolj s palico, če naredijo kaj narobe, ampak jih povabimo, da na tak način prispevajo, odslužijo te svoje napake za javnimi deli. Mislim, da je to bolj primerno. V Ljubljano se stekajo mnoge energije in mnogi ljudje iz drugih krajev in regij po Sloveniji. Ene od teh energij so konstruktivne, druge destruktivne. In včasih, ko bodo ljudje množično prihajali v Ljubljano, ker je glavno mesto Slovenije, trkati na vrata državnih organov, ker bodo zahtevali pravno in socialno zaščito in bo morala Ljubljana ponuditi varen in topel objem, hkrati pa ne dopustiti, da utrpi večjo škodo na infrastrukturi, ki je potrebna za vsakodnevno nemoteno bivanje. Mesto, glavno mesto, ni samo javna dobrina meščanov, temveč vseh, ki živijo v Sloveniji. In mesto seveda ni trgovina in ni zasebna lastnina. Če me vprašate, kam bomo v 4 letih prišli, koliko projektov bomo uresničili, vam to odgovorimo v naslednjih dneh do volitev. Natančnega odgovora pa se gotovo ne bo, ker v vseh okoliščinah nimamo v svojih rokah. Vem pa, kako moramo iti naprej, da bomo tja prišli zdravi, živi in nasmejani, ker bo tudi čez 4 leta Ljubljana ostala naša Ljubljana. Ljubljana bi res lahko bila najlepše mesto na svetu. Ampak to se zgodi samo, če bo znala tudi pogledati sama vase, takrat, ko ugasnemo luči, takrat, ko ni blišča in betona. Edini pravi trajnostni razvoj je razvoj zavesti vsakega posameznika kot človeka. Zato bomo z aktivno politiko zahtevali tudi aktiven angažma in aktivno povezovanje s civilno sfero, ki goji dobre ideje in ki ve, kakšni so lokalni interesi, lokalne potrebe vsake soseske posebej. Seveda, ko boste, dragi Ljubljančani in Ljubljančanke, spoštovani novinarji in novinarke, vprašali, zakaj bi volili ravno mene, vam povem, da zato, ker si upam pogledati življenje v oči. Zato, ker ko gledam naše otroke, vidim v našo prihodnost. In zato, ker kot pojejo pri Siddharti, ne verjamem v telo, ampak bi vas rad videl v srce, še posebej tiste, ki bodo z mano sedeli v mestnem svetu. In ne nazadnje zato, ker se od zdaj naprej, ne glede na rezultat, v mestnem svetu pri pomembnih odločitvah ne bo več spraševalo zgolj, ali se to splača,
tistim, ki sedijo na magistratu, temveč predvsem, ali je to dobro za Ljubljano in njene prebivalce in tiste, ki prihajajo vsak dan v Ljubljano. Za zaključek, če je geslo stranke Zares, tramvaj, znanje, stanovanje, potem je geslo nove politike, ki jo želim zastopati, da smo z nogami na tleh, z glavo nad meglo in srcem pri stvari. Hvala.